Dober dan, spoštovane in spoštovani. Gašper Marguč je bil tole domačin, ki stanuje tukaj le po tele novi cesti, malo višje. Slovenski fant, ki je zaigral na slovenski inštrument, na frajtonarco, malo manj slovenski naslov, ima skladba, ki jo je zaigral, Kiss Me My Darling, pa vendar z vsem slovenskim žarom, ki ga premore. Dajmo še en velik aplavz za Gašperja Marguča. Vas pa vse skupaj prijazno pozdravljam na otvoritvi modernizirane ceste Loče-Lipoglav-Svibošno. Čeprav morda na prvi pogled majhna pridobitev, pa vendarle prinaša marsikaj dobrega. Izboljšanje kakovosti življenja tukajšnjih prebivalcev, boljše medkrajevne povezave, varnejšo pot po vsakdanjih opravkih, pa če se izrazim še nekoliko metaforično, pa nas ceste nenazadnje tudi povezujejo in omogočajo pristna srečanja s sosedi, sokrajani in občani. Ter seveda vsem vam, spoštovane in spoštovani krajani, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji za vas še najbolj slavnostni dogodek. Dobrodošli. So današnji kulturni program bodo popestrili, pripravili trije bratje, ki se pišejo Kangler, vsestranski muzikantje, nekakšni glasbeni multipraktiki, bi lahko rekli. Trije bratje igrajo skupaj namreč kar 8 inštrumentov in v svoj inventar dodajajo vedno nove, tako da v septembru oziroma v jeseni planirajo tem 8 dodati še trobento. Fantje so atraktivni, kot boste videli, in vedno bolj prepoznani med ljudmi. Ob sobotah namreč redno igrajo na ljubljanskih ulicah, čez poletja pa znajo popestriti kulturni utrip obmorskih krajev, kjer dopustujejo, ravno kar so se namreč iz enega tudi vrnili. Glasbene učne ure pri različnih učiteljih in tudi instrumente si fantje financirajo sami iz svojih prihrankov in se skratka zelo, zelo odgovorno pripravljajo na odraslo življenje, ki je pred njimi. Sedaj pa je čas, da malo podrobneje spoznamo zgodbo tega obnovljenega cestnega odseka, na katerem danes stojimo. Krajevna skupnost Loče je po dolžini javnih poti največja krajevna skupnost, saj ima glede na kategorizacijo občinskih cest kategoriziranih preko 38 km javnih poti, za katere je dolžna skrbeti. Prva modernizacija ceste Loče-Lipoglav-Svibošno sega v drugo polovico 80. let. Glede na teritorialne karakteristike ceste je bila cesta vse skozi podvržena velikim erozijskim vplivom, kar je botrovalo temu, da je bil odsek ceste potreben rekonstrukcije. Če pa k temu dodamo še novogradnje, ki so se zgodile na tem območju Loč, je bila cesta vsekakor upravičena do modernizacije. Največji poudarek modernizacije te ceste je bil v odmeri zemljišč za potrebe širitve ceste, v razširitvi ceste, v ureditvi odvodnjavanja in v novem tehnološkem procesu izgradnje ceste, na osnovi katerih so se izboljšale predvsem tehnične karakteristike cest, kot so širina, preglednost
prečni naklon ceste, stabilnost ceste in odvodnjavanje. V zvezi z odmero ceste gre velika zahvala lastnikom zemljišč, ki so se odpovedali odškodninam za dele zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo te ceste. Sredstva za modernizacijo ceste Loče-Lipoglav-Svibošno so se v celoti zagotovila iz občinskega proračuna, iz proračunske postavke investicijskih sredstev namenjenih za krajevno skupnost Loče. Vrednost investicije je znašala okoli 85 000 evrov. Vožnja po rekonstruiranem odseku ceste Loče-Lipoglav-Svibošno v dolžini 600 metrov je sedaj bolj udobna in varna. K temu pripomore še namestitev jeklene varovalne ograje, prometne opreme in signalizacije. Ne glede na rekonstrukcijo ceste v dolžini 600 metrov, na tej cesti še vedno ostaja nekaj izzivov, ki pa bodo morali počakati na naslednje priložnosti za obnovo. Tako, sedaj pa mi dovolite, da k besedi povabim predsednika Krajevne skupnosti Loče, gospoda Janka Čakša. Kaj velikega tu ni zapovedati, rad bi povedal, tako se vsem spet zahvalil tistim lastnikom zemljišča, ko so dali zemljišče, da ni odškodnine. Še enkrat najlepša hvala. Vsi, ko ste se trudili na tem projektu, na tej cesti, izvajalcem del, nadzoru, gospodu Brankotu Soviču in pa vsekakor mislim, da je imel gospod Jože Margoč veliko zaslugo, da mu gospod Fijavš kot nadzornik da nekaj v stran, ker je on dobro vodil ta nadzor. Prosim, da na aplauze gospoda Margoča. V naslednjih minutah pa besedo predajam še gospodu Marku Podkubovšku, ki bo spregovoril v imenu krajanov Lipoglava. Izvolite. Mislim, da se je pokazalo to pri tej cesti. Čakali smo 5-6 let in bi se rad zahvalil predvsem predsedniku občine, našemu krajevnemu šerifu, ki je resnično trmast in če si on nekaj zabije in če ga dovolj prosiš, potem nekaj izpele tudi takrat, ko ni denarja. Bi pa želel bi tudi se zahvaliti izvajalcem, ker so izredno kvalitetno naredili. To je ena cesta, ki ne bo treba spet v občinski proračun iti naslednjih 20 let. Bi pa želel, da gospod Sovič, ki je resnično vsaki evro, smo se z njim pogajali, da je le šlo noter v to cesto, in gospod Plankl, ki je leta in leta urejal papirje, hodil je z nekimi mapami, papirji, in zaradi teh papirjev cesta ni dokončana. Vidite tam na koncu čez most, to bo v naslednjih 14 dneh, je rekel, bo prišel tale, že imamo cevi, vse, ker resnično cesta mora biti narejena tako, kot je treba. Želel bi pa tudi in zaprosil gospoda Soviča in gospoda župana, da se najde denar, da se v Lipoglavu še dokonča cesta tu naprej, pa tule gor, zato ker cesta propada. Drugače bojo mislili, da samo to, ker mi delamo vino, smo si cesto naredili. Hvala lepa in uživajmo tam za kapljico vina, ki smo vam pripravili. In kaj vam hočem reči, v imenu vseh krajanov Lipoglava, najlepša hvala. V naslednjih minutah vabim besedi župana naše občine, gospoda Mirana Gorinška. Današnje navade, današnje potrebe so narekovale, da se je resno pristopilo k temule obnovi te ceste. In nekako včasih imam občutek, da kdo misli, da občinska uprava ali pa jaz osebno tako za nalašč ne damo kakega evra, ampak resnično je to praktično edina investicija, za katero smo uspeli pridobiti sredstva tudi iz državnega proračuna, zato da smo lahko izpeljali v tej obliki, kot je. Ta asfalt tu za menoj dokazuje, da je za vsak uspešen projekt potrebno stopiti skupaj, biti složen, in slišali ste, marsikdo je odstopil svoj košček zemlje za to, da je danes ta cesta poširjena. Ta asfalt dokazuje, da tudi zasebna iniciativa dosti pomeni, da je na koncu izdelek takšen, kot je.
Jaz bi se vam rad vsem skupaj zahvalil za vašo složnost, da se na koncu uspemo vsi skupaj pohvaliti, da smo nekatere stvari pa le premaknili na bolje. In prepričan sem, tako kot je bilo že danes omenjeno, da boste s to slogo uspeli premagati tudi tiste, bi rekel temu, izzive, ki so pred vami, podaljšanje ceste in narediti kakšen korak še zraven, da bo to čudovito okolje, v katerem prebivate, tudi nudilo tisto vsakodnevno, kar je vsem tistim, ki sem jih uvodoma omenil, vsakodnevno in tudi normalno. Torej, cestna povezava. Moja želja je, da to cesto varno uporabljate, da ko odhajate od doma, mislite tudi na to, da boste se zadovoljni in zdravi ter srečno vrnili tudi na vaše domove. Brati Kangler, se bomo tako počasi pripeljali do tistega sklepnega dejanja današnjega dne, uradnega odprtja obnovljene ceste Loče-Lipoglav-Sribošno. Še preden pa to storimo, k blagoslovu ceste vabim Jožeta Brezovnika, gospoda župnika. Molimo. Nebeški oče, tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k tebi. Zaradi našega zveličanja je hodil po cestah tega sveta in oznanjal tvojo ljubezen. Prosimo te, blagoslovi to cesto in vse, ki bodo po njej hodili ali se vozili. Naj povezuje ljudi med seboj in s teboj. Obvaruj nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do souporabnikov cest. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vsa pota, po kateri hodimo, podoba našega romanja k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in se vozimo in hodimo v miru. Bogu hvala. Tako, cesta je blagoslovljena in napočil je čas, da prerežemo tudi trak ter cesto uradno predamo njenemu namenu. K prerezu traku tako sedaj vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, in gospoda Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče. Thank you.